Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2. Pred nami je predzadnji krog Prve lige Telekom Slovenije. 35. krog pa nam ponuja sila zanimiv obračun Celja in Velenjskega Rudarja. Ko so seveda izgubili kar 2 oziroma 3 velike točke Celjani, na koncu le remi. No, zdaj pa akcija Celjanov, ali je to gol za 1-0? Vizinger je bil nevaren. Pungaršek, ob njemu Kašnik, Lotrič in brani. Pravzaprav niti ene prave akcije, ki bi res zadišala po golu. Tukaj zdaj morda priložnost mimo vratnice. Opravil z remijem proti Novi Gorici, tekma se je končala z 2-2 v Velenju. Zdaj pa akcija Škofleka in Tučiča, 1-0 za Rudar. No, zdaj pa se bodo mogli Celjani odpreti in zaigrati na polno. Sproščeni Velenjčani in poglejte, kakšno veselje tem 3 navijačem Velenjčanov. Na stadionu z Dežele so poskrbeli knapi, nesebična akcija Škofleka. Torej, upamo, da je pred nami zanimivih dobrih 18 minut rednega dela drugega polčasa. Lotrič, Pungaršek je padel brez prekrška, brani tam vratar zdaj Pridigar. V kazenskem prostoru Lotrič, Travner in naravnost v roke vratarja Pridigarja. No, tako da zdaj so Celjani znova med živimi, kar se tiče Evrope, in 2-0, kakšna akcija Velenjčanov! Medtem ko je v Ljubljani padel zadetek Olimpije, pa Velenjčani znova so poskrbeli za razočaranje. Tučič! Ja, pri knapih pa tako. Zdaj spet priložnost pred vrati Velenjčanov. Pridigar je tam bil malce jezen zdaj na svoje soigralce Mariborja, kjer je dejal, da bi bilo vprašanje, kakšno minutažo bi dobival. No, zdaj obramba, kogar nima, Cvek se je zdaj odkrival. Cvek proti vratom, brani Pridigar, odbita žoga do Vizingarja, ki je padel. Veliko je danes nam manjkalo od tiste podobe, ki si jo želimo, zato smo tudi srečanje izgubili, ampak smo še v igri in moramo se pripraviti v teh 2 dneh in probati v Muri doseči dober rezultat. Ja, res je, ampak mislim, da pravijo, kdor čaka, dočaka, vendar mislim, da nismo samo čakali, ampak treba je tudi odigrati. Mislim, da je bila zelo lepa akcija pri prvem zadetku, tudi pri drugem. Res je, da imamo hitri napadalni trio, tudi Kobiljar je hiter in dober z žogo in enostavno rabijo prostor, da lahko kaj odigrajo in enostavno na tak način postavimo neko igro, zaželimo in hvala Bogu fantom uspeva.